A veste, kjer cajt v leto je? It's Pride Month. In tudi tisti čas, ko imam jaz odprto okno, medtem ko snemam in pa se ven sliši. Oziroma not sliši, oziroma whatever. Najbolj zares, ker začnem s tem videjem. V bistvu danes bomo govorili o Mavricah. Jej! Ja, jaz kar ne bom naredila nekega introta, ne bom vam povedala, kaj sem, zato ker boste vse to izvedeli tekom videa, ker bom odgovarjala na vaše vprašanja. Drugič pa Pride Month pomeni, to je mesec, ko praznujemo vse ljudi, različne spolne usmerjenosti. Tisti, ki ne veste, LGBT pomeni, oziroma še ful enih kratic je, ampak pač LGBT je tek najbolj osnovna, v bistvu pomeni lesbian, gay, bisexual and transgender. In danes bomo torej govorili o takih stvareh. To so geji, lezbike, biseksualci in vsi ostali seksualci. Boste videli! Jaz sem vam na Instagramu rekla, da mi lahko napišete kakršnokoli vprašanje v zvezi s to temo in by the way, danes bom odgovarjala res sam na vprašanja glede tega, ker ste ful pošiljali še enih drugih stvari, ampak navaden Q&A bom naredila pač enkrat drugič, danes bo samo tole. Teda ja, najbolj zdaj, kjer poiščem tisto sliko, kjer sem dala ta vprašanja in lahko kar začnem. Oh my god, to je ful cute, what the fuck, tega sploh nisem videla prej. Veste to, tagi, ki se navezujejo na LGBT oziroma na Mavrice, so mavrični, oziroma na geje in na te stvari. Ja, I love it so much, it's so cute. Prvo vprašanje je postavila Eva_16.10 in to je, si bila že kdaj skupaj z žensko? Ne. And that makes me sad. Dejansko, pač, jaz sem imela že ful enih crushov. Prav tako na ženske kot na moške. Le da o tistih ženskih nisem glih toliko govorila, ker je pač malo awkward iti do frendice pa ji povedati, hey, I actually kinda love you in a different way, you know? Tako da tega nikoli nisem prišla toliko daleč. Ana Hlastan 5 je vprašala dve vprašanje. Prva je, imaš kakšno krajšo/daljšo zgodbo o tem, zakaj misliš, da bi bila lahko tudi z žensko? Zato, ker je tudi ona sam človek, kakor sem jaz. In ker pač jaz se zaljubim v ljudi glede na njihovo osebnost, ne na to, kako me lahko na kak način me lahko v postelji zadovoljijo. Ja. Hi, mami, prosim, ne gledaj tega videa. Drugo vprašanje je pa woman crush in povej razlog, zakaj bi izbrala njo. Jaz imam en real life woman crush in ne bom povedala, kjera to je, ampak I have a cute crush on her. Sorry, Kosta. Ampak tek že od nekdaj. Kakorkoli, ampak drugač tek v celebrity worldu moj all time, oziroma moj prvi woman crush in največji woman crush je Hailey Hendy. Ja, se je dobra, kadar je cosplaya, ampak I love her. She's perfect, ok? Naslednje vprašanje je od Tinkare_P. Kako si spolno usmerjena? Dobro vprašanje. Teh vseh spolnih usmerjenosti je milijon, ampak saj sem zadnjič glih brala o enemu, ko je pač majčkeno bolj definiran, ampak tak nasploh bi rekla, da sem pansexual, kar pomeni, da se v bistvu ti zaljubiš v človeka, glede na to, kako se on obnaša, kakšna je njegova osebnost in ne pač glede na njegov videz. Tako da ja, pač bi rekla, da sem pansexual. In če si, na primer, kaj od LGBT, ali si vedno čutila, da si tako usmerjena? Verjetno nisem glih, mislim, verjetno sem čutila je nekaj na tem, ampak nikoli nisem znala, nikoli nisem vedela, da je to dejanska stvar, pač nikoli mi niso nekaj predstavili, da je še toliko enih opcij zunaj, da pač ne rabiš biti točno popredalčkan, tako kot ti society reče in pol, ko sem s časoma zvedla, da je to, sem da tek, yes! Ali si to ugotovila čez leta? V bistvu, ja, pa še to, jaz sem na nek način gender fluent, kar pomeni, da mi je ful udobno v moških oblačilih in ne vem, da sem pač kot moški. In zaradi tega se tudi obožujem cosplay, zato ker pač takrat lahko I can shine as a guy, you know? Ampak tega na YouTubeu mislim, da ne kažem toliko veliko, drugače pa tek v privat življenju pa imam obdobja, ko se ful tek počutim, pa obdobja, ko se ne. Tako da, ja. Mislim pa, da sem to ugotovila zaradi risanke Mulan, že ko sem bila majhna, ker mi je bila Mulan, mi je bila
In nasploh ta risanka. Go away! Nasploh ta risanka mi je ful pomagala pri tem. Ali tvoji starši vedo in kako so se s tem spoprijeli? Ni bila neka ful stvar, sej že od nekdaj sem bila tek ful fantovska in to ni bil nek big deal. Moja starša bi mene podpirala ne glede na vse in jima ni to tak problem, ja. Zatem smo šla enkrat dejansko v shopping na moški oddelek, ker sem se jaz takrat ful manly počutila. And he didn't mind that, it was actually kind of fun. In kakšno je tvoje mnenje o LGBT people? I love them. I love every single one of them. Pardon, ker se v angleščini, ampak ne, res. Če ste del LGBT, pa tudi če niste, v vsakem primeru ste ljudje in nimam nič proti nobenemu. Itak si te stvari ne izbereš sam, tak si rodiš in se mi zdi narobe, da bi zaradi tega karkoli obsojali. Kako misliš, da bi naredili boljši pogled na LGBT ljudi za tiste, ki ne razumejo in nad njih izvajajo bullying? Ja, še enkrat, moramo se zavedati, da vsi ljudje so samo ljudje, tudi če si transgender in si prej bil ženska in si zdaj moški ali pa, ne vem, si asexual, v vsakem primeru si človek in ta beseda, da si, ne vem, asexual, I guess, ne definira vsega, kar si ti. Ti si kot oseba, si še so much more in bi mogli obsojati ljudi glede na to, kar dejansko lahko izbirajo, ne pa glede na to, kak jih je naredila narava, ker kakor sem rekla, to je naravno. Ja, in tega si ne moreš izbrati. Tako si jaz nisem mogla izbrati, da sem ženska, tako si en, ko je transgender, ni mogel izbrati, da se je rodil v napačnem telesu. Simple. In če bi bil tvoj otrok LGBT, kakšna bi bila tvoja reakcija? So what? Ne vem, nič druga. Res, sprejela bi ga. G.E.A.A.A.A je vprašala, bisexual, yes or no and why? Yes! Kakor sem rekla, imela sem že več crushov na ženske, pa tudi na moške. Ja? Nikita, početaj se. Kaj te moti pri gej ali pa lezbijan zvezah? Zakaj bi me to motilo? Nič me ne moti. It's actually kind of cool. Kolednik Sara je vprašala, si imela kdaj težavo se sprejeti zaradi tega dela tebe in si nisi hotela priznati, da si LGBT? Po moje si sam nisem znala tega razložiti. Nisem si znala tega definirati, nisem vedela, kaj je to, niti ni bilo takrat še to na YouTubeu, pa nikjer ni bilo to dejansko razširjeno in I didn't know what I was feeling. Zaradi tega sem verjetno imela težave, zdaj jih nimam več, zdaj sem proudly open that I'm half gay. Kaj misliš o osebah, oklepaj moški, ki takoj pomislijo na seksualno plat, ko sta dve punci skup, ker jim je porno uničil pogled na dve punci skupaj in se ne zavedajo, da smo normalni pari kot vsi drugi? Sej, če podpirajo lezbične pare in sploh pol morajo posledično tudi geje, mi je čist cool, ne maram edino tisti, ko pol v bistvu radi gledajo lezbični porn, ne marajo pa pol dejansko, ko je tudi gay porn. It's the same thing. Ne bom preveč o tem govorila, ampak taki ljudje so malo primitivni. I'm sorry. Kaj meniš o homofobiji? Homoseksualnost imajo vse vrste na svetu, homofobijo ima pa samo ena. In to smo mi, ljudje. Stereotipi o LGBT. Velikih je. Recimo, če sta dva geja oziroma dve lezbike, mora vedno ena biti full girly, drug mora biti pa full macho and, you know, guy. In da morate v vsakem razmerju biti the guy and the girl. That's not true. Imaš punce, ko sta obe dve ženski in fanta, ko sta lahko oba dva fanta, pa so še vseeno skupaj. I guess, da mi je to najbolj triggering stereotype, ko nekdo reče, are you the guy in the relationship? Kaj meniš o posvajanju otrok in gay marriage? To je vprašala Lea Danev. Podpiramo se, zato ker ljudje bi se mogli imeti radi, imejmo se radi, če se imate dva človeka toliko rada, da se hočeta poročiti, naj se poročita. Za vse tiste, ko pravijo, da ne vem, če ima otrok dve mami ali pa dva očeta, da ne more normalno odrasti,
tudi tisti, ki imajo ločene starše, ne odrastejo normalno. Poleg tega, da ponavadi si ljudje, ko sta pač, ne vem, 2 ženske pa 2 moška, da si želijo otroke, je veliko večja želja, veliko bolj pripravljeni so skrbeti za tega otroka, ko pa pač tisti, ko se jim otrok pač enostavno zgodi, zato ker so pač biološko se ujemajo. In kaj je tvoje mnenje na to, da imamo več kot 3 spole? Imejte te spole, pač bodite to, pač to so vsi tistih spoli. Tu govorimo o spolih, ki so pač določeni glede na pač social standard. To so tisto, nočem nositi punčkastih oblekic, ali pa ne vem, sem fant in niso mi všeč avtomobili in rad bi bil v oblekicah. Pač to so te stvari. Biološko, it's a little different. Še vedno imamo samo pač moški, ženska. Ne pač vse vem, da nekateri se rodijo z pač miksom vsega skupaj, ampak pač ponavadi tistih 50 ostalih spolov so tisti, ko so tukaj not. Gender in sex. Not the same thing. Misliš, da bi v Sloveniji istospolne družine lepo sprejeli? Realno ne. Ker folk tukaj te folk ne sprejme, če imaš kratke hlače sred zime. Toliko površinski smo pač. Jaz sem komaj čakam, da se odselimo tukaj. Sweet Marmalade je napisala Happy Pride Month, vse ostalo sem že odgovorila, ampak Happy Pride Happy Pride Month tudi tebi. Patricija Gomilšek 1223 je vprašala, si že kdaj poljubila punco? Ne. Ker očitno pač nisem dost jasno kazala znakov. Imaš kakšne prijatelje, ki so proti LGBT in če imaš, kako reagiraš, če rečejo kaj čez LGBT? Pač poskušam jim takoj razložiti, da pač tudi LGBT ljudje so ljudje, ki imajo isto so jim pač všeč stvari, kot so všeč tebi. Ne vem, isto radi, kaj se jim igrajo igrice, kuhajo, radi delajo make-up, pač iste stvari imajo radi. Njihov življenje je pač edina razlika v tem je, da imajo istospolnega partnerja. To je edina stvar in ne vem, zakaj bi mogel sploh karkoli reči čez tak folk. Poleg tega pač jaz vedno rečem, a te kaj boli, če sta 2 fanta skupaj pa 2 punce skupaj, pač how does it affect you exactly? Ana.piki, what? Je vprašala, glede na to, da sem opazila, da se veliko ljudi krega ali asexual in aromantic ljudje spadajo v LGBTQ+ skupnost, me zanima, kakšno je tvoje mnenje o tem. Asexual in aromantic ljudje definitivno spadajo v to. Pač tukaj so res vsi tisti ljudje, ki se pač... Tukaj si res lahko, ne glede na to, kako si spolno ali kakršnokoli usmerjen, pač vedno boš sprejet, vsaj tak naj bi bilo. Nažalost, v veliko primerih ni, ampak okej. In tudi, če pač ti ni glih najbolj do teh stvari, do seksa ali pa do pač, če nimaš glih takih občutkov, tudi to je neka taka posebnost, ko pač more spadati pod to našo grande maurico. Ja. Mia.7547 je vprašala, kakšna bi bila najverjetneje tvoja reakcija, če bi imela 2 mami, 2 očeta? Verjetno bi se mi to zdelo normalno, ker bi pač to imela že celo življenje, ampak pač definitivno bi bilo malo drugače, ko pa imajo vsi ostali, ampak tak bi bil life, pač. Tudi jaz sem se mogla pač sprijazniti, da živim sam z mamo, ker sta moja starša ločena in pač to ni nič drugače, pač posebne družine, ki niso pač mama, foter pa otrok in je pač nekaj drugega in pač se to navadiš. Si bolj usmerjena k moškim, k ženskam ali ti je vseeno, če se zaljubiš, se pač zaljubiš? Če se zaljubiš, se pač zaljubiš, pač nisem neki ful... Je res, da sem imela v preteklosti veliko več fantov, ampak to je zato, ker nikoli nisem upala priznati, da so mi všeč punce in poli pač posledično tudi nisem osvajala in tudi nisem mogla biti z njimi, ker pač nikoli nisem prišla tako daleč. Ampak mislim, da pač če bi puncam izkazovala isto kot moškim, bi pač bila na enak način z njimi. Sam to je, da pač v tem societyju smo pač... V tem societyju sta pač moški pa ženska še vedno majčkeno bolj sprejeta in pač je tako lažje biti v tem ljubezenskem življenju. What? Okej. Imaš prijatelje, sorodnike, ki so bi ali lezbike ali pa geji? Actually ne vem, jaz imam familije ful mal, nimam neki ful razširjene familije, če pa jo imam, je pa večina ne poznam, tako da mislim, da zaenkrat nimam nobenega.
Ali pa še noben ni povedal. Bi bila razočarana, da bi te fant pustil zaradi tega, ker bi se zaljubil v fanta. Verjetno ne bi bila pač razočarana zaradi tega, ker bi se zaljubil v fanta, bolj bi bila zaradi tega, ker se je sploh zaljubil v kogarkoli drugega. Ok, kako to sprejemajo starši, daljno sorodstvo, prijatelji in seveda Kosta? Vsi starši, prijatelji pač to sprejemajo, daljno sorodstvo sploh nima pojma, ker pač me večinoma sploh ne poznajo. Že zaradi tega, ker nisem hodila na gimnazijo, sem pač itak največji shit. Pustimo to. Kosta, on ima nič proti, če vidimo, kjero res res bebo zvoni. Smo oba dva tek, damn! Teda ja. Pa še eno vprašanje, če mogoče veš, zakaj se LGBT upodablja z Maurico. Verjetno zato, ker je v Maurici veliko barov in tudi v LGBT skupnosti je veliko različnih odtenkov seksualnosti ali whatever. Tomboy klik je vprašala, kaj si misliš o gender mutual straniščih, LGBT porokah in nasploh pravicah LGBT ljudi v Sloveniji? Gender mutual stranišča so ful dobra ideja, ampak vedno bojo eni ljudje, ko bojo pač zelo uživali v tem, ko pač gre ženska med moške na WC. Ampak je tako, pač perverznejši. Ampak jaz sem hodila na šolo, kjer so bili večinoma fantje in smo imeli v bistvu stranišča za oba spola ali kakorkoli in pač nikoli ni bilo nobenih problemov. Edino pač malo awkward je bilo, če si mogel iti med odmorom na WC in pač moški znajo biti ful perverzni in ko si ti odtrgaš vložek na stranišču, ja, that's not fun, ker itak začnejo ful zabavati. Ampak tak nasploh v resničnem, v odraslem svetu. Tudi LGBT poroke in nasploh pravice bi mogle biti pač veliko bolj. Mislim, da so to vsa vprašanja. Ful jih je veliko. Ampak se žal pač tudi ponavljajo. Hvala vsem, ko ste napisali kakršnakoli vprašanja na moj Instagram. Res sem vam ful hvaležna, pa tudi za support. Vedite, da imate tudi vi vedno moj support, pač enostavno je, imejte se radi, bodite veseli, če so vam všeč punce, imejte punce, če so vam všeč fantje, imejte fante. Če si želite biti punca, bodite punca, če si želite biti fant, bodite fant, če si želite biti snežinka, bodite snežinka. Vse, kar je pač, bodite dobri do drugih ljudi, ne delite slabega v življenju, pač to je vse, kar je pomembno. Vse ostalo nas ne sme zanimati, dok smo vsi dobri ljudje, je vse cool. In ja, tudi jaz vam želim vesel Pride Month oziroma vesel mesec ponosa. Bodite ponosni, da ste to, kar ste, tudi tisti, ki ste straight. That's how nature made you. Just like it made us. V bistvu Pride Month res mora biti en tak mesec ljubezni nasploh, ne sam med gej in lezbikami in vse to. Pač normalizirati moramo do te mere, da smo enako normalni kot pa vsi ljudje, ki so totalno straight. Je to imelo kakršnokoli smisel? Upam. Kakorkoli, to je to za današnji video, hvala, da ste si ga pogledali. Če vam je bil všeč, mu dajte en like, če ste tudi vi na kakršenkoli način del LGBTQ plus skupnosti, kliknite ekstra like, oziroma ne kliknite ekstra like, ker pa boste dejansko odlajkali. Teda pač samo enkrat lajkate. Če pa ne, pa I guess ne. Če ne podpirate tega, pač I guess dajte dislike, pač I don't care. Komentirajte mi dol spodaj, če imate vi kakšne izkušnje z LGBT, oziroma pišite mi Maurice, oziroma rainbow emoji, vsi tisti, ki dejansko ste del LGBT, da vidim, kdo kaj ste, a vas je veliko, a ste tukaj. I want all you fabulous people to come out to me and let's be great together. Študiram, če moraš še kaj reči, ampak mislim, da je to. Odgovori / komentarji tedna so tukaj okoli mene. Hvala vam vsem, ker komentirate moje videe. Be proud, bodite ponosni, se vidimo naslednjič. Čau! Night.